minister Nataša Markovič iz Sveta na kanalu A. Jaz bi vprašala isto vprašanje, kot sem ga zastavila gospe Peštinovi v zvezi z dražitvami, se pravi in elektrike, ki se nam bliža, in hrane, se pravi, kako to komentirate, kaj se zdaj trenutno dogaja, ste kaj razmišljali o tem, kako zaščititi slovenskega potrošnika? Da, pogledajte, več kot jasno je, da se cene električne energije v nekaterih delih, Evropa je še zmeraj temu priča, tudi na nek način vežejo na cene, porast cen tako nafte kot tudi zemeljskega plina. To je nek povezan sistem, vedno je bil žal in je tudi sedaj, in zato se tudi na evropskih energetskih trgih tudi cene električne energije dvigujejo. V Sloveniji smo torej bili priča najavi distribucijskih podjetij po 6-odstotnem povišanju cen. Jaz sem že večkrat javno povedal in še enkrat ponavljam, in danes popoldan bomo imeli tudi priložnost se z distribucijskimi podjetji ob eni prireditvi srečati in jim bom tudi to povedal, da je potrebno seveda skozi njihove ukrepe tudi slediti to neko družbeno odgovornost in tudi neke vrste zaščito zlasti socialno šibkejših potrošnikov. Zato sem jim predlagal, da ne razmislijo o diversificirani schemi, torej, da bi se malenkost ali pa celo nič zadeva podražila za tiste potrošniki, ki malo porabijo energije, in ti so ponavadi tudi tisti, ki so nekoliko socialno šibkejši, da se lahko okoli te povprečne podražitve gibljajo torej cene za tiste, ki srednje porabijo, ker veste, da imamo 3 skupine v Sloveniji, in da se lahko več podražijo za tiste, ki porabijo več. S tem bi sledili tudi neke vrste mehanizem za spodbujanje učinkovitejše rabe. Torej tisti, ki porabijo več, se jim tudi to več pozna in s tem je na njih višji pritisk, da kaj postorijo. Tisti, ki porabijo več, so tudi na nek način bolj brezbrižni do energije in do njene cene in jim to očitno ne predstavlja nek problem. Torej, tu je lahko en odgovor, kako konkretno te razmere v energetiki, ki so objektivno problematične. Namreč veste, da distribucijska podjetja, ki preprodajajo energijo, nabavljajo letos po kar precej višji ceni električne energijo kot so lani. Pravzaprav zelo normalno, da same z povečevanjem učinkovitosti ne morejo kompenzirati vse te razlike. Hkrati smo tudi soočeni z razmeroma visoko gospodarsko rastjo, ki povzroča nove in nove investicije, širitev, torej obstoječih gospodarskih objektov, nove gradnje stanovanj. To vse povzroča nove investicije tudi v distribucijsko mrežo. Torej, distribucijska podjetja so soočena tudi z investicijami, ki dvigajo torej, njihove stroške in aktivnosti povečujejo. Torej, v teh razmerah je seveda potrebno najti normalno rešitev, en kompromis, ki bo na eni strani upošteval te ekonomske okoliščine in hkrati tudi pravice potrošnikov, še posebej tistih, ki so najbolj ranljivi, in to so te najbolj socialno šibki. Lahko še niste odgovorili, če komentirate še podražitve prehrane, gre morda tukaj za kakšne kartelne dogovore, ki jih Evropska komisija kaznuje, se pravi sodišče Evropskih skupnosti? No, pogledajte, sam seveda težko sodim, ali gre za kartelne dogovore ali ne, zato je kompetenten urad za varstvo konkurence in verjamem, da bo tudi zadevo pod novim vodstvom, kar se da hitro raziskava in prišel do dna. Vendar pa moramo vedeti sledeče, da po podatkih, ki smo jih dobili tudi na Ministrstvu za gospodarstvo strani trgovcev, moram reči, da je potrovalo kar nekaj faktorjev, zakaj so se Sloveniji nekoliko bolj podražila hrana, kot pa smo morebiti priča nekje drugje v Evropi. Seveda, tudi drugje v Evropi, tako kot pri nas, so potrovali pač te globalni faktorji, dražitev surovin in energije in podobno. Vendar je pa tudi dejstvo, da smo v Sloveniji z letošnjim letom prevzeli evro, da je to imelo tudi dve posledici, ki jih je potrebno upoštevati. Prva posledica je ta, da so se res
vsi gospodarski subjekti v preteklem letu, kakor tudi v dobršnem delu oziroma v prvi polovici tega leta zavedali neke družbene odgovornosti pri prevzemanju evra in pravzaprav cene bistveno niso šle v obdobju celega leta in pol, to se pravi leta 2006 in polovice 2007 bistveno gor. In da je seveda se to seveda združilo v letošnji jeseni. Tako letne podražitve povezane z letošnjim letom, kako tudi lanske. To se pravi, so se pravzaprav na neko seštele. To je ena zadeva. Druga zadeva je tudi uporaba evra. Jaz tudi žalostjo pri sebi opažam, da doskrat ne gledam na cente ali na 10 centov. In je tudi tu neka zguba orientacije ali pa neke vrste občutka, kako lahko nekaj malega v resnici veliko pomeni. Tolar je bil tolar, cent je danes bistveno drugačen in zato eno zavedanje, eno uporaba, eno navajanje na novo valuto lahko da ima tudi za posledico to, da potrošnik ni dovolj pozoren, ko se tam za 1-2 centa kaj spremeni in seveda ali pa 5 in mu to seveda ne pomeni veliko. Hkrati pa to procenti zaznajo, ko gledamo statistiko. Tako da, seveda je pa dejstvo v Sloveniji tudi to, razmeroma omejen trg, oligopol, ki vlada na polju trgovcev, to se pravi nekaj trgovskih verig obvladuje pravzaprav veliko večino trga in tudi, a veste, če se oni ne usedejo za eno mizo ali pa ne podpišejo nekega dogovora, kar se formalno ugotavlja, je zelo jasno, da so nekatere paralelne aktivnosti bile izvedene strani teh trgovskih verig. Jaz ne bi trgovcem povsem zameril, če bi oni prelili v končno ceno tisto podražitev, ki je posledica dviga na dobaviteljski strani. Če so pa tem pridodali še del v absolutnem merilu, govorim, del marže, pa še kako boniteto, pa potem seveda pride zadeva do tega, da tudi še enkrat ponavljam, da doskrat pokažem tudi sam s prstom na njih kot neke vrste delne krivce za to inflacijo. In dokler, veste, bodo tudi vam, novinarjem, bili skriti ali pa, kako bi rekel, pavšalno predočeni zelo egzaktni podatki, ki so zelo egzaktni podatki glede strukture cene, da vam bodo pokazali za vsak artikel, kaj je nabavna cena, kaj so vse bonitete, marže in tako naprej, da pridete do končnega produkta in ne bom verjel in ne vem, verjetno tudi vi ne. Še enkrat pa poudarjam, to so prosto oblikovane cene, jaz sem jih večkrat že pozval, bodimo korektni do potrošnika. Najbolj korektni so lahko do potrošnika takrat, ko jim zelo nazorno, zelo tudi podrobno prikažejo strukturo in to bo najboljše opravičilo za pisanja raznih menedžerjev v trgovskih verigah ali in kdo je odgovoren za dvig njihovih cen.